Slovenija praznuje Svetovni teden kreativnosti in inovativnosti, 7. konferenco o kreativnosti, ki letos poteka pod naslovom Srečni v službi. Vsak dan od 15. do 21. aprila ob 14:20 na kanalu Pozitivna psihologija za boljše življenje na YouTubu in Facebooku. Brezplačne prijave na www.maratonpozitivnepsihologije.si. Dober dan. Veselimo se danes, da lahko predstaviva Tri mušketirje. Tri mušketirje na 7. konferenci o kreativnosti in to so dr. Miha Škerlevaj, redni profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti in na norveški poslovni fakulteti. In čudovit človek, moram reči, da mi je njegov predmet še danes na moji lestvici najljubših predmetov. Potem bo z nami tudi Žiga Vavpotič. Žiga Vavpotič je nekdanji predsednik upravnega odbora podjetja Outfit 7. In pa ustanovitelj in soustanovitelj Simbioze, ki spodbuja medgeneracijsko sodelovanje. Pridružil se bo tudi Jernej Česen, ki pa je ravno tako izkušen v mednarodnih vodah. V podjetju Outfit 7 zaseda pozicijo višjega podpredsednika oddelka za distribucijo in poslovno inteligenco. Spoznali bomo nekaj o teoriji inovativnosti in pa dve dobri praksi. Outfit 7, kdo ne pozna slovenskega govorečega mačka, ki govori množico tujih jezikov, in pa Simbiozo bomo ravno tako spoznali od blizu. Bi si upala celo reči, da Simbiozo skoraj pozna več ljudi naše starosti, kot pa govorečega mačka, kajti Simbioza v bistvu se prepleta starejše z mlajšimi na vse mogoče načine. Začeli so z računalniškim opismenjevanjem, danes so pravzaprav že v vseh porah. In eno in drugo je pravzaprav izjemno zanimiv primer. Naj povem, da to predavanje ni bilo posneto v studiu, ker nikakor nismo uspeli vseh treh dobiti ob istem času na istem mestu, po možnosti v Sloveniji. Tako da smo se zatekli k tehnologiji nadaljavo, kar pa se mi zdi, da niti najmanj ni škodovalo tokratnemu predavanju. In mislim, da vas bo na popolnoma enak način pritegnilo. In čemu to predavanje točno danes, tukaj in zdaj? Več razlogov. Eno je, da svet že 20 let praznuje Svetovni teden kreativnosti in inovativnosti. Od letos zelo odmevno tudi to počnemo v Sloveniji. V veliko veselje vseh nas. Zadnji dan, 21. pa je zadnja 4 leta tudi Svetovni dan kreativnosti in inovativnosti, kot so ga razglasili v Združeni narodi, zato da bi ljudi opozarjali, da se pravzaprav napredek dogaja med našimi ušesi. Če se le malce potrudimo jih napeti te naše možgančke. Če ste spremljali vso konferenco, in vesela bom, če nam daste en plus v komentarje tisti, ki ste spremljali vso konferenco, ste mogoče opazili, da smo do zdaj ves čas govorili, kako pripraviti okolje, da bi lahko bili kreativni. Malo smo govorili tudi o agilnih tehnikah, da bi to postali. Malo smo govorili tudi o prodaji, predstavili 2 dobra primera podjetij. Danes je pa res čas, da spregovorimo o tem, smo kreativno razmišljali. Zdaj pa je čas, da kreativnost postavimo v številke, da začnemo tudi inovativno delovati. No, temu je pa namenjeno današnje predavanje, predzadnje na tej naši konferenci, potem bo pa, moram priznati, se nam prileglo malce oddiha. Da je pa lahko to predavanje se zgodilo, so zaslužni mnogi.
Velika hvala gre podjetjem Epilog, Zavarovalnica Triglav, Telekom Slovenije, Adria Dom, Result, AMZS, Lek Novartis, Salus in Genij Sonce. Brez vaše podpore pravzaprav moramo priznati, da to ne bi bilo izvedljivo. Ker pa to je bilo izvedljivo, se bomo zdaj zahvalili še časniku Delu, Media Marketingu in podjetniku.net, tudi zato, ker dober glas o kreativnosti in inovativnosti širijo naprej. Naprimer, predavanje, ki ga bo danes imel Miha Škarlevaj, bo v neki obliki članka objavljen na podjetniku.net. Vse to je bilo mogoče zato, da lahko mi vsi skupaj napredujemo in se učimo. Če pa čutite vse malce hvaležnosti in bi radi to povrnili, lepo prosim, kliknite na Pravno mrežo za varstvo demokracije. Oni so tisti, ki skrbijo, da se s pravnimi močmi borijo za svobodno, enakovredno, enakopravno družbo, in kliknite na Ekologe brez meja. Jutri praznujemo Svetovni dan Zemlje in jutri in že cel teden potekajo različne akcije. Jutri je pa tisti dan, ko se najbolj spomnimo na to, da je Zemlja od vseh nas in za vse nas in bo tako dobra do nas, samo kolikor bomo mi dobri do nje. Tako da najlepša hvala podjetjem za njihove prispevke, za družbeno odgovornost in razvojno naravnanost. Najlepša hvala vam, zato ker boste vi donirali Pravni mreži in Ekologom brez meja. In najlepša hvala Blanki, ki je posnela to predavanje in ga uredila. Če se vam bo zdelo vredno in zanimivo, bomo veseli, da ga delite s svojim sodelavcem, svojim prijateljem, svojim partnerjem. Če ste na YouTubeu, kliknite še tam, kjer se naročite na prejemanje naših novic. In če potrebujete dokazilo, da ste se učili, potem kliknite na spletno povezavo za potrdila. Najlepša hvala tudi za vse vaše pluske. Nekaj se jih je že nabralo, torej, če ste bili z nami vso konferenco, dajte nam plusek, zato da boste na koncu dobili zvezdico. Evo, najlepša hvala. Blanka, upam, da si še na drugi strani, sem se kar malo osamljeno počutila zdaj. Blanka bo z vami v končnem delu, mogoče pove za tiste, ki so danes prvič, zakaj? Ker, kot smo navajeni, bodo z nami vsi trije mušketirji na koncu in bodo odgovarjali na vaša vprašanja. Torej, dr. Miha Škarlevaj, magister Žiga Vavpotič in Jernej Česen se nam bodo pridružili v roku ene slabe ure, ko bomo končali s predvajanjem vnaprej posnetega predavanja. Zdaj pa se posvetimo. Nastja, od tebe se do večera sedaj poslavljamo, zvečer se pa spet vidimo. Srečno in mi se pa, upam, da imate svojo najljubšo kavo ali kakšno drugo pijačo ob sebi in se predajmo novim znanjem naproti. Lepo vaju pozdravljam in dobrodošla med nami dr. Miha Škarlevaj iz Ekonomske fakultete in magister Žiga Vavpotič iz podjetja Outfit 7 in Simbioze. Z nami bo pa prav tako se pridružil kasneje tudi Jernej Česen iz podjetja Outfit 7. Tema je pa tema, o kateri bi lahko rekli, da ne gresta skupaj ali pač. Kajti vsaka kreativnost v sebi združuje tudi akcijo, zato naslov današnje teme od kreativnosti do Excela. Izvolite, dobrodošla. Lepa hvala za povabilo, Blanka. Mislim, da lahko govorim v imenu obeh Žigo in tudi Jerneja, da smo počaščeni nad tem povabilom, da imamo priložnost na kratko podeliti nekaj svojih spoznanj, izkušenj, konec koncev tudi raziskav o
temi, do katere čutimo veliko neko odgovornost in tudi strast. Skratka, pogovarjali se bomo o inovativnosti, pogovarjali se bomo o enem procesu, od katerega imamo vsi veliko pričakovanj. Pogovarjali se bomo o inovativnosti, ki je tu z nami, da lahko pomaga rešiti realne probleme tega sveta, od staranja prebivalstva do ciljev trajnostnega razvoja, do zagotavljanja dostojnega dela, do digitalnih transformacij, do konec koncev tudi reševanja COVID situacije. Skratka, pogovarjali se bomo o zelo popularni temi, ki se jo je možno lotiti z veliko različnih vidikov. Rad bi, da se fokusiramo na dva izmed teh vidikov. Eden je prvi, torej se nanaša na inovativnost kot tvegan proces, kot proces, ki je v osnovi sestavljen iz igrivega dela, takrat, ko pač prihajamo z idejami, in tudi tistega malo manj igrivega in precej discipliniranega, skratka dela, ko je potrebno te ideje tudi udejanjati. V drugem delu bi pa rad tudi na kratko ponudil par misli in spoznanja o tem, kako inovirati znova in znova. Vse to bo seveda podprto tudi potem z primeri izkušenj, ki jih bosta delila Žiga in Jernej. Zdaj, če za začetek samo en ščepec raziskovalnih spoznanj delim z vami, pa brez strahu, ne bo tako izgledalo nadaljevanje predavanja, ampak kljub vsemu. Inovativnost je nekaj, kar se dotakne mnogo koga od nas, in zato je bila pač predmet raziskovanja že daljše obdobje. In raziskave nam kažejo, da je inovativnost na ravni posameznikov pravzaprav relativno neproblematičen šport, če mu tako rečemo. Skratka, vemo, da tisti posamezniki, ki so tudi bolj ustvarjalni in inovativni pri svojem delu, so na splošno bolj uspešni, so na splošno bolj nagnjeni k temu, da pomagajo drugim, se manj ukvarjajo z neumnostmi, če povem bolj preprosto, kaj to pomeni kontraproduktivna vedenja pri delu. Medtem ko inovativnost na ravni organizacij je pa nekoliko bolj kompleksen pojav. Študije kažejo, da je pravzaprav nekako nizko do srednje visoko pozitivno povezana z uspešnostjo poslovanja in da obstajajo velikanske razlike med raznimi izkušnjami, ki jih imajo podjetja, organizacije in na splošno spoznanja, ki jih imamo iz raziskovanja. Skratka, varianca je ogromna. Spravi, imamo študije, ki kažejo, da je inovativnost pravzaprav vodila do polomov in do znižanja uspešnosti poslovanja. Imamo take, ki nam kažejo v bistvu velike zgodbe o uspehu. No, in ko imamo tako situacijo, je seveda to ultimativen dokaz, da se je vodenja inovativnosti potrebno priučiti, da to ni nekaj, kar bi lahko prepuščali naključju. No, in ni presenetljivo, tudi ko vprašamo vodilne, odgovorne v podjetjih, najprej potem, koliko oni pravzaprav cenijo inovativnost, vidimo, da se zavedajo tega, da so poslovni modeli pač visoko ogroženi, da se dogajajo velike spremembe, skratka, da je inovativnost tisti del odgovora, na katerega se močno zanašajo. Hkrati pa vidimo v bistvu zelo nizko zadovoljstvo z inovacijskimi performansami. Skratka, imamo eno tako veliko razhajanje med pričakovanji in pa zadovoljstvom z samimi rezultati. No, in to je sprožilo pač razmislek o temu, od kje pravzaprav izhajajo težave z inovativnostjo. No, in kolegice izraelske so dejansko skovale en termin, ki se mu reče paradoks inovativnosti. Skratka, na eni strani imamo ta igriv del, ustvarjalnost, kreativnost, ki pravzaprav mnogokrat zahteva nekaj popolnoma drugačnega, kot zahteva udejanjanje teh istih idej. Spravi, to, da preidemo od kreativnosti do Excela, zahteva rahlo
šizofrene organizacije oziroma lepše povedano ambidexterne organizacije, organizacije, ki znajo v bistvu jahati dva konja hkrati. No in ta paradoks inovativnosti, ta velika pričakovanja inovativnosti pa nekoliko manjša zadovoljstvo z inovativnostjo so nas spodbudile z skupino 42 raziskovalcev iz štirih celin sveta, da smo se vprašali, kaj lahko naredimo. No in po enem daljšem obdobju raziskovanja smo malo glave staknili in nekako povzeli, da se lahko naučimo vsaj 4 glavna sporočila v povezavi s tem, kako udejanjati kreativnost pri delu. Vse se seveda začne z zavzetimi in proaktivnimi zaposlenimi. Brez idej ni ničesar, brez ustvarjalnosti tudi nadaljnega preko procesa inovativnosti ne bo. No in tukaj imamo en kupenih izkušenj dobrih o tem, kako spodbujati zaposlene za to, da bodo pripravljeni dati tisto nekaj več, da bodo pripravljeni deliti svoje ideje, da bodo pripravljeni dati svoje glave in srca v posel. Prav za nalašč ne bom zdaj v kakšne primere zahajal, ker bosta to veliko boljše naredila potem Žiga in Jernej na svojih primerih, na primerih Simbioze in Outfita. Tako da dovolite mi, če sem tam primeru nekoliko bolj konceptualen, pa malček bolj teoretičen. No in drugo glavno področje, druga glavna praksa, ki pomaga k premagovanju paradoksa produktivnosti, so podpirajoči vodje. Zdaj, gre za tip vodenja, ki je ravno tako dualen v svoji naravi, pravi po eni strani gre za tip vodenja, ki pomaga ljudem takrat, ko jim je težko, se pravi, da ima ta socioemocionalni vidik, ampak zna zahtevati in zna v bistvu tudi nekako za svojim zgledom izzivati ljudi za to, da gredo ven iz cone udobja in da dosegajo naslednjo raven. Se pravi, tako je usmerjen tako v nalogo, kot je usmerjen v ljudi. To razumemo mi kot podpirajoče vodje in to tudi raziskave podpirajo kot koristno za udejanjanje kreativnih idej. Seveda se še nobena ideja ni na koncu rodila oziroma bila udejanjena v taki obliki, kot se je porodila na začetku. Se pravi, vsaka ideja je pravzaprav pot, vsaka ideja gre čez veliko iteracij in čez veliko rok. In vemo, da ideje, ki ne najdejo svojih šampionov, ideje, ki ne najdejo svojih agentov sprememb, so ideje, ki ne bodo nikoli zaživele. Tako da se veliko ukvarjamo tudi praktično pri delu z organizacijami, zato da te spretnosti nekega podpiranja in sprememb, agenture sprememb, če želite, tudi razvijamo. No in še nekako zadnji bistven razmislek o tem, kako premagovati paradoks inovativnosti je, da je to igra z več igralci. Se pravi, udejanjanje inovacij je vedno stvar timskega športa, vedno stvar dogovorov med različnimi idejami, med različnimi interesi, med različnimi zornimi koti. No in tukaj recimo smo pokazali, oziroma so pokazali moji kolegi in kolegice, da je dizajnersko razmišljanje, design thinking, ena iz metod, ki pomaga pri soočanju teh mnenj in idej in zornih kotov. Tako da vsakega, ki so te misli mogoče privlekle, ga z veseljem napotim tudi na knjigo, ki smo jo ob tej priložnosti izdali. No, ampak da ne bom predolg, obljubil sem vam nekako odgovore na 2 vprašanji. Prvo je bilo torej, kako obvladovati inovacijska tveganja, drugo vprašanje je, kako inovirati znova in znova. To je vprašanje za več milijard dolarjev. To je vprašanje, s katerim se ukvarjajo marsikatero podjetje po svetu. Videli bomo tudi, da so recimo to tudi vprašanja, s katerimi se Outfit srečuje. Skratka, kako enkrat, ko nam je uspelo zagotoviti, da nam bo tudi drugič, pa tretjič, pa petič. Marsikatero podjetje, ki ima kratek
življenjski cikl svojih proizvodov je od tega življenjsko odvisno. No in vzeli smo si skupaj s kolegoma Spencerjem Harrisonom iz INSEAD pa Arnetom Carlsenom iz BA Norwegian Business School, smo si vzeli v precept filmsko industrijo, ker je to pravzaprav zelo zahtevna industrija. Gre za panogo, ki je bila podvržena velikim spremembam, z pritokom pretočnih vsebin se je poslovni model, ki je slonel pač na kinematografih, zelo, zelo zamajal. No in predstavljajte si, da imate projekte, ki trajajo 2 leti, 3 leta v produkciji, 2 leta v predprodukciji, da imate vključenih več kot 2000 ljudi, da delate najmanj na enih 3, 4, včasih tudi na 24 lokacijah. Predstavljate si kompleksnost takega projekta, ki potem lahko v enem ali pa v 2 vikendih pade in se sesuje v prah. Skratka, gre v bistvu za panogo z visokimi vložki in velikimi spremembami. No in tam smo opazili, ko smo primerjali uspešnost Marvela z ostalimi 15 vodilnimi franšizami, smo opazili nekaj zanimivega. Skratka, opazili smo, da je Marvel našel nek način, kjer z logoma in s časoma pravzaprav dvigujejo kakovost svojega dela, kot je zaznana v očeh tako kritikov kot splošne javnosti, da dosegajo 4-kratni pač izkupiček vloženih sredstev in da v primerjavi z drugimi franšizami trajajo veliko dlje. Se pravi, v povprečju so recimo druge franšize, top 15 franšiz je nekje do 9. filma pride, Marvel je zdaj že kar preko 20. in še nadaljuje. Skratka, zanimalo nas je, kaj je to, kar Marvel dela prav v primerjavi z ostalimi, zato da lahko znova in znova inovira. No in lahko se malo pohvalim, da smo uspeli to zgodbo potem objaviti tudi v Harvardu in Harvard Business Review in še v 12 ostalih jezikovnih verzijah. Skratka, gre za neko vprašanje, ki zanima ljudi po celem svetu. In Žiga tudi ima še nekaj insajderskih informacij v tej povezavi, glede na to, da se tudi pojavi v tej študiji. V glavnem, kaj smo se naučili? Naučili smo se, da je pravzaprav Marvel našel en izjemno dober način, kako balansirati spremembe z stabilnostjo. Velikokrat slišimo to krilatico, kako so spremembe edina stalnica. Jaz bi želel biti polemičen do tega in reči, da vodilna podjetja, ki znajo znova in znova inovirati, so našla tudi dobre načine, kako hkrati graditi na temu, kar jih je v preteklosti delalo močne, in tudi uvajati ravno pravo mero sprememb in novosti skozi čas. No in spet vas povabim k branju tega članka, če vas to bolj zanima, ampak če vam lahko samo v kratkem povem njihov recept, njihovo formulo, recimo ena izmed praks, katero se poslužujejo načrtno pri Marvelu, je, da povabijo tako imenovane izkušene neizkušene. Spravi, povabijo ljudi, ki niso delovali v tej ligi vrhunskih blockbusterjev, ampak so delovali recimo eno ligo nižje v indie filmih in so se tam izkazali in jim dajo kreativno svobodo. Hkrati, poleg te kreativne svobode, jim dajo pa tudi cel inštrumentarij in vse, kar je specialnih efektov in vsega še, kar pride zraven. No in zato skrbi pa v bistvu eno jedro okrog glavnega izvršnega producenta in njegove ekipe, ki so pa stalni. Skratka, imate neko jedro ljudi, ki zagotavljajo stabilnost, in imate periferijo ljudi, ki prihajajo v ta sistem in dobijo tudi primerno avtonomijo pri svojem odločanju, zato da lahko vedno znova in znova nekaj novega doprinesejo. To je drugače od klasike. Klasika je onboarding, se pravi, klasika je ta, da nekoga vključiš v svojo organizacijo in rečeš, zdaj ti damo 6 mesecev, najprej te bomo zbrali na način, da boš čim bolj podoben nam, potem ti damo pa še pol leta, da se še čim bolj nam prilagodiš. Na ta način utrjujemo
to, kar je že delovalo v preteklosti. Z osveževanjem ključnih ljudi v organizaciji pa dobivamo novost. No in Marvel je našel recimo v tem primeru en dober način, kako iskati ravnotežje med stabilnostjo in spremembami. Praks ima še kar nekaj drugih, ampak ne bom preveč v detajle zahajal. Kar želim povedati je, da mora vsako podjetje, ki je odvisno od inovativnosti, najprej znati poskrbeti, usposobiti svoje ljudi, vzpostaviti sisteme za to, da se zaveda tega, da je inovativnost tvegana in da obstajajo znanja in načini, kako s tem tveganjem ravnati. In drugič, da se zavedajo tudi tega, da obstajajo načini in znanja, kako inovirati znova in znova. No in enega izmed teh načinov, ali pa mogoče več od njih, je seveda tudi predstavlja projekt Simbioza, skratka projekt, ki inovativno združuje izzive staranja z priložnostmi digitalizacije. Žiga, izvoli. Miha, hvala. Jaz moram reči, da se mi zdi vse, kar si povedal, izjemno zanimivo. Morda začetek reči to, da včasih, ko govorimo o tej inovativnosti, kreativnosti, da ima preveč ljudi občutek, da se to kar zgodi slučajno. In všeč mi je bilo, ko si rekel, to je tvegan proces, ker vedno pravim, svet se lahko spremeni samo s tem, da vsi malo tvegamo. In tudi Simbioza je na nek način tvegala. Jaz moram reči, da danes sem res vesel, da bomo govorili o Simbiozi, ki je v bistvu lokalna zgodba povezana s Slovenijo. Še bolj sem pa vesel, da me pol čaka Jernej, ker se mi zdi, da je res zgodba outfita pa ena taka posebna zgodba. Jaz sem imel privilegij, da sem bil zraven obeh, ampak še bolj sem vesel, da bo danes Jernej, ki je izjemno vpet v outfit, predstavil zgodbo. Ampak preden Jerneju damo besedo, pa nekaj stvari o Simbiozi. Kako se je v bistvu zgodila? Zgodila se je z enim vprašanjem in če greš na naslednji slajd, piše Žiga, kaj je www. In moja babica je na nek način vrgla na mizo časopis jezna in rekla, Žiga, kje je ta trgovina? Vsi pišejo več informacij na www, ampak jaz ne vem, kam naj gremo to trgovino. In zdaj, tu se začne ta žmoht, ta lepši del morda kreativnosti, to, ko začneš tuhtati, razmišljaš in ugotoviš, da smo diskriminatorni ne samo do različnih, ampak celo do tistih, ki jih imamo najraje. In če greva naprej, so bila izhodišča takrat precej jasna. Mene danes še vedno boli, da ta demografski izziv Slovenije še vedno obstaja, ampak če se sprehodimo z naslednjim slajdom v tisto leto 2011, ko je Simbioza nastala, smo pri e-pismenosti starejših res zaostajali. In en tak strašljiv podatek leta 2011 je bil, da 90% populacije nad 65 let še nikoli ni brskal po internetu. Na drugi strani imamo pa generacijo Y, ki je rojena v digitalni svet. In jaz, toliko me poznaš, veš, kakšen sem rekel, nekaj velikega moramo narediti. Povezati moramo s Slovenijo, pokazati moramo starejšim, da v bistvu mladim ni vseeno za njih. Potem se pa, kot si prav gotovo, na nek način konča ta kreativni del in pride ta Excel. Kako bomo pa to naredili? Nekako smo sestavili, da je treba imeti vseživljenjsko učenje, da imamo prostovoljno delo mladih in da s tem lahko naredimo medgeneracijsko sodelovanje. Prišli smo na idejo enega tedna, se pravi, mi nismo imeli zaposlenih, mi smo zaposlene zamenjali za prostovoljci in tam je še težje včasih, ker moraš absolutno navdušiti z vizijo in ta podpirajoči vodja biti izjemno širok, hkrati morajo pa te ljudje res dati vse od sebe. In tako je v bistvu Simbioza uspela in zelo zanimivo je, ko praviš, ta idejna pot, kako se spremeni. Se pravi, rabiš agente spremembe in kup ljudi je mogel to vizijo, to željo medgeneracijskega sodelovanja na nek način poenotiti. In seveda se je zgodila ta igra z večjimi igralci. Tako da tu smo na nek način zelo zanimivo znali obvladovati tveganja in v bistvu dosegali uspeh. In zdaj naslednji 3 slajdi zelo hitro predstavijo številke. Mi smo to akcijo naredili leta 2011, 5700 udeležencev, 2400 mladih prostovoljcev na 230 lokacijah je učili starejše in mi smo šli potem v to,
na nek način je bil uspeh in smo rekli, evo, dajmo to ponavljati. In to se je ponovilo leta 2012, kar pokaže naslednji slajd, 2013, kar pokaže naslednji slajd. Potem smo pa trčili v eno zadevo. Namreč vsi so rekli, super ta simbioza, ampak traja samo en teden. In tu smo se spet mogli na nek način usesti, razmisliti, ker to, kar si prej na Marvelu povedal, kako naj bomo kreativni znova in znova. Ne? Namreč akcija je postala sicer super, ampak starejši bi se radi učili računalnike vsak dan. In o tem govori naslednji slajd, ko reče, na nek način smo znali povezati stari versus mladi, medgeneracijsko sodelovanje, v bistvu potegnili motivacijo starejših in mladih, ampak želeli smo si postati trajnosti. In tako smo naredili zgodbo, ki jo predstavlja naslednji slajd v smislu, da smo rekli, simbioza rab postati trajnostna zgodba. Postavili smo simbiozo šole, postavili smo simbiozo mojstre, v bistvu smo naredili tudi simbioz in medgeneracijski center, z Y veliko sodelovali in kar je zanimivo, ohranili zgodbo tistega tedna, ampak obrnili spet vsebino. Ohranili starejše in mlajše, ampak rekli, ne bomo več računalnike dajemo v lokalni prostor, v šole, na drugi strani bomo pa ta teden izkoristili z neko drugo zgodbo. In če gremo naprej po slajdih, je v bistvu simbioza šole zaživela leta 2014, tja smo na nek način postavili 700 prostovoljci na 77 šol, ta medgeneracijsko učenje računalništva. Se pravi, še vedno to še danes živi, ampak je v drugačen obseg, je to v šole dano, narejeno simbioza šole in to na nek način smo kreativno inovirali, v Excel pa dali na način, da smo postavili koncept simbioza šol, ki so dobile certifikate in to delajo po celi Sloveniji. Na drugi strani smo se pravi odprli ta medgeneracijski center, ki je povezoval vsak dan to možnost, da se srečujejo mladi in starejši in z naslednjim konceptom ali pa pogledom, kar pokaže pa naslednji slajd, smo pa rekli, vse slovenska akcija pa ne bo več računalnik. Namreč včasih smo rekli, ali pa slišali te kritike, in tukaj igra z več igralci. Igra z več igralci je tudi to, da znaš ti poslušati okolje, komentarje in da znaš razumeti, da je kdo rekel, sej to, da starejši uporabljajo računalnik je pomembno, ampak ne bi bilo pa fajn, da jih skozi zasedimo. In smo rekli, na drugi strani imamo pa tudi to mlajšo generacijo, ki absolutno preveč časa sedi in se ne ukvarja z gibanjem in smo rekli, vse slovenska akcija bo simbioza giba. Spet smo naredili to, da smo leta 2014 po celi Sloveniji začeli, 10,000 udeležencev je bilo in gibali so, kot tudi slike pokazujejo, mlajši, starejši na vseh sortah lokacij. In zdaj, če nadaljujemo naprej slajdi, je bilo recimo 2016 več kot 20,000 ljudi po celi Sloveniji gibali. Skratka, ohranili smo do covida, ko je bil pač izziv s temi dogodki in s temi, bom rekel, akcijami, to tedensko akcijo, in jo bomo v prihodnosti simbiozo gotovo še nadaljevali. Seveda je pa tudi COVID in te stvari prinesel priložnost, da smo rekli, kaj pa nam še manjka. In z naslednjim slajdom v bistvu pokažemo to, da smo rekli, rabimo en app. Zdaj smo naučili starejše uporabljati računalnike, ampak odlično je, da razvijamo aplikacijo. Po moji babici so se v simbiozi odločili, da bo imela ime Magda in jo lahko downloadate na različnih platformah, ker Magda kot taka pa daje podporo starejšim v tem digitalnem pogledu. In zdaj, če gremo na naslednji slajd, se mi zdi, da vedno moraš, ko tudi delaš s starejšimi, in ta naslov je tisto, kar je zanimiv meni, ko moji na simbiozi reče, ukvarjamo se z digitalno 65 let staro mularijo. Tu ne pustimo, da tega kreativnosti ne zgubimo, na drugi strani pa seveda z en kup znanosti, z en kup strokovnjaki, znamo vse te aplikacije in vse te zgodbe spravljati v koncepte, da ideje, ki jih imamo, na nek način zaživijo. In zdaj, če končam glede simbioze z zadnjim slajdom, jaz moram reči, da simbioza je res uspela
leta 2011, COVID je razgalil, da seveda starejšimi in medgeneracijskega sodelovanja žal sistemsko ne znamo delati, kot bi mogli, ampak Simbioza je pa en lep primer, kako smo že leta 2011 pokazali, da obstaja medgeneracijsko sodelovanje, en kup modrosti in s tole modrostjo bi rad končal, ker tisto, kar je pa za mene bila največja zmaga, morda skupek kreativnosti in Excela, je pa to, da so do mene hodili starejši in rekli, Žiga, še je prihodnost v tej državi. Če mladi ljudje so pripravljeni dati svoj čas in na nek način podpreti to, da delajo z nami in nam pokažejo nove tehnologije. Ampak na drugi strani so prišli pa do mene tudi mladi in so rekli, Žiga, ti starejši pa niso za odmet. Kako pomembni so. In vidiš v tejle zgodbi, da je tale gospa rekla, dokler si živ, je treba živeti. In se mi zdi, da ko govorimo o kreativnosti in Excelu, je Simbioza lahko en primer, kako se kreativnost z idejo živi, kako jo z Excelom rabiš to idejo spraviti v koncepte in kako moraš vsem tem, Miha, kar si ti govoril, obvladovati tveganja in vedno znova in znova na nek način inovirati. In jaz sem ponosen, recimo, da tudi Google.org je recimo ravno naznanil, da bo mobilna Simbioza ena izmed stvari, ki jo bo Google v prihodnosti podprl. Skratka, stalno kombiniramo kreativnost, dodajamo Excel in se mi zdi, da to zgodbo Simbioze peljamo naprej. Tako da toliko morda o Simbiozi. Evo, zdaj pa še ena večja zgodba, se mi zdi, da Outfit 7. Miha, glede na to, da si bil ti morda ključen avtor enega case studija, ki smo ga skupaj smo ga naredili na INSEAD-u, morda par besed, preden jaz Jerneja predstavim, kaj ti vidiš v Outfitu, kaj tebe najbolj na nek način navdihnil, ko si spoznal Outfit 7. Žiga, lepa hvala. Najprej še dovoli, da pokomentiram Simbiozo. Mislim, da je to izjemna zgodba in pravzaprav naslavlja čisto vse vidike teh inovacijskih poti in razvoja nekih idej. Hkrati pa kaže tudi, kaj to pomeni inovativnost z smislom. In ta misel, ki jo je gospa o življenju in dokdaj je treba živeti, je nekaj, kar si bom upisal v srce. No in izjemna zgodba se mi pa zdi tudi Outfitova. Lahko povem tudi našim gledalcem, da je do nje prišlo pravzaprav slučajno. Ravno v tem intervjuju, ki sva ga mi dva opravila v povezavi z izkušenimi in neizkušenimi, da smo našli tudi nek primer iz Slovenije, ki ga lahko podelimo s svetom. No in je Žiga rekel, dajmo mi pa to zgodbo malo bolj sistematično predstaviti. In sem zelo počaščen, da po 10 letih samega nastajanja zgodbe, da sem bil ravno jaz tak, ki sem lahko pomagal to zgodbo podeliti z svetom. No in lahko povem, da se študija primera z veseljem in pridom uporablja po vodilnih poslovnih šolah tega sveta, od INSEAD-a do Alta na Finskem, do Kitajske, pa verjetno še kje, kjer niti ne vemo. Glavnem, tisto, kar je zgodbo naredilo zanimivo, pa je, da je bil tim pred idejo. Skratka, da je to podjetje nastalo brez ideje. In da je nastalo okrog ekipe ljudi, ki je znala sodelovati med sabo in si je nekako je razumela svoje prednosti in slabosti in komplementarnosti. Tako da Outfit je zelo zgodaj imel že zelo razvit sistem ravnanja z ljudmi pri delu. Jasno, poleg tehnološkega vizionarstva. Evo, super. In kako pomembna je ekipa, pa gotovo bo več povedal Jernej Česen, ki je Senior Vice President of Distribution and Business Intelligence, je v bistvu tudi direktor podjetja Ekipa 2 v Sloveniji, velik ambasador vrednot Outfit 7 in res sem vesel, v bistvu, da ga lahko pozdravimo tule med nami. Jernej, živjo in seveda izvoli, beseda je tvoja in predstavi vse, kar tiče Outfita, kreativnosti, dela z ljudmi in mislim, da bo to ena res izjemna zgodba. Pozdravljeni vsi skupaj. Najprej hvala lepa za tak
cool intro obema, Žiga, Miha, da sta postavila ful tak visok bar, kaj moram jaz danes povedati od Outfit 7. Kar mi je bilo tudi fajn, ko sem jo poslušal prej, mi je bilo to, da sta oba povedala, da sama kreativnost ne pade z neba. Res je tako in še ena stvar, ki mi je bila tudi taka zanimiva, je, Miha, tu pa ti izpostavil, da Outfit 7 ni nastal na neki ideji, temveč je nastal okrog tima. Dejansko se ne bi popolnoma strinjal s tabo, tim je bil ključna stvar oziroma ključna tista sestavina v celotnem receptu za uspeh na koncu, je bilo pa nekaj drugega prej. Fantje in punca so imeli misijo in to misijo so dosti dobro postavili in zdi se mi, da Outfit 7 še naprej živi to misijo. Če pa gremo zdaj naprej na to samo idejo kreativnosti, bom jaz najprej pošeril en pogled, kako mi vidimo v Outfit 7 to kreativnost oziroma trenutno stanje, v katerem se nahajamo. To je približno nekaj tazga. Vsak dan se soočamo z novimi stvarmi, kot da bi tako neki plavali na enem oceanu, ker nas valovi šekejo z leve, desne strani, nikoli ne veš točno, kaj se bo zgodilo. In zdaj si predstavljate ta tim Outfit 7 gor na enem supu, različni fantje in punce so ruknjeni gor, dobijo vesla v roke in pol je njihov cilj, pridite do obale, tam vas čaka žur, čaka vas nekaj drugega. In verjemite mi, da kljub vsem valovom in vsem tem spremembam, ki se ful hitro dogajajo, se bojo ti fantje, tudi če zgledajo toliko različni, ta tim se bo na koncu skladil in 100% bo prišel do obale in bo rešil tisto stvar oziroma dosegel tisto, kar so si zastavili za naprej. Kaj se tukaj dogaja za nas in za vse je ključen cilj, da zadovoljimo našega ključnega porabnika oziroma potrošnika. Tukaj ne mislim sam na tistega, ki bo uporabljal naše aplikacije, vse so vpleti v ta proces. Tukaj govorimo o zaposlenih, govorimo o uporabnikih, govorimo o naših poslovnih partnerjih, v končni fazi govorimo tudi o lastnikih. In najbolj taka stvar, ko smo se pripravljali na to prezentacijo, je bila tudi ta, da dejansko v naši sami misiji je kreativnost zapisana z velikimi črkami. Kar nas mogoče dela tudi malo drugače od ostalih, je to, da mi nimamo nekaj kvantificiranih ciljev postavljenih pred sabo. Ko če gledamo vizije, misije drugih, je dosti hitro, tako hočemo biti največji, moja izkušnja prej je trgovec, recimo, na tem in tem, v tej in tej regiji. Zdaj bom pokazal, kako izgleda naša misija. Naša misija je, da delimo zabavo. So, we want to deliver fun. In kako bomo to dosegli, tako da skombiniramo skupaj vse talente, govorimo o tem znanju, kaj imamo v firmi, o naših zaposlenih, dodamo zdraven kreativnost, sproščenost pri tem, kaj delamo, da nimamo nekega pritiska nad sabo in kaj hočemo dobiti s tem, hočemo vzbuditi dejansko čustva. Ne fokusiramo se na to, da bi imeli nek kvantificiran cilj, vendar imamo zelo tak, skoraj včasih abstrakten cilj, hočemo delati fajn stvari. In zakaj tako mislimo? Ker v končni fazi bojo vse stvari naprej prišle. Dobili bomo dobre rezultate, naredili bomo prave produkte in to se dejansko tudi odraža v tem, kar smo že naredili. Kako gledam na vse te stvari? Jaz. Pridružil sem se firmi 6 let nazaj, zdaj sem imel malo za tabo, Žiga, in zame je bil tako dejansko šok. Sem izobražen finančnik in sem se imel zmeraj za kreativnega na tem svojem področju. Kar mi je bilo pa tukaj šokantno je bilo, da sem bil zmeraj navajen, ok, pridem nekam in imam nek cilj, kaj moram narediti. Tukaj pa se pridružim ekipi in pole mi dejansko oni rečejo, takrat je bila ekipa bistveno manjša še, ne, ti nam pokaži, kako bomo te stvari dosegli. In to mi je odprlo tako, najprej bil šok, na drugi strani mi je pa odprlo popolnoma novo perspektivo gledanja stvari. Dejansko sem dobil tisto stvar, ki sem zmeraj si jo želel, zdaj bom pa lahko delal stvari na novo, zdaj bom pa lahko dejansko pokazal, kaj lahko vse dam, kar naenkrat si pa postavljam pred zid, zdaj pa deli to. In kako bom zdaj jaz to naredil? Dejansko smo uspeli to narediti in to je tista kultura, ki me je kar posrkala vase in to je ta kultura, ki je Outfit kar naprej živi in z vsemi ljudmi, kljub vsej rasti, ki se je dogajala, vsem spremembam, ki so se dogajale v tem oceanu, same industrije, pa tudi vsega okolja, v katerem smo prisotni, tu živimo naprej in tu je zmeraj tam prisotno.
Ni pa res, da smo zmeraj bili toliko idealni in še zmeraj nismo perfektni. Vsi se učimo in iščemo nove stvari. In kot je prej Miha povedal, so različni pristopi k temu, kako si lahko kreativen ali pa inovativen. Zdi se mi, da je ta inovativnost mogoče dosti bolj usmerjena v te tehnične stvari, kako bom naredil nekaj popolnoma novega, nek breakthrough, medtem ko kreativnost se odraža pri stvareh, ki jih delamo na dnevni bazi, na full simple stvareh, ki naredijo lahko naše življenje lahko malo bolj easy, kot je, ne vem, boljši kavomat, ali pa naredijo veliko spremembo na samem trgu s produktom, ki ga damo ven. Kako smo se mi učili? Šli smo prav tako, bi rekel, šolski potek je bil. Ena stvar, ki smo iskali kreativnost, je bila, dajmo narediti popolnoma znanstveni pristop. Dosti imamo znanstvenikov v firmi, ful se ukvarjamo s podatkami in zelo hitro, pa tudi dosti popularno je danes data-driven company. In kaj pomeni data-driven? Ja, zbereš čim več podatkov, narediš čim boljši data warehouse. Glavna stvar, ki se tukaj lahko zgodi, da tudi če nabereš najhujšo ekipo znanstvenikov skupaj. Tako, top shit playerje na trgu, potem daš vse te podatke v obdelavo, dobiš ogromne baze podatkov, različne algoritme, narediš dejansko čisto profiliranje nekega uporabnika. Končen produkt, če ne veš točno, zakaj delaš to stvar in kako delaš to stvar, pa kakšen je cilj, je lahko rezultat zelo zanimiv. Če je bil nas cilj tukaj, hočemo narediti Toma, kljub temu, da smo vse desecirali, analizirali, je končen produkt, ki ga je uporabnik videl, bil nekaj tazga. Se pravi, tisto, kar smo mi hoteli prodati naprej uporabniku in tisto, kar je pa uporabnik iskal, ni bila njih prava stvar. To smo šli v drugi ekstrem. Poskušali smo, dajmo je popolnoma free. Se pravi, dajmo odprti vse kanale, kar je možno in dajmo reči našim zaposlenim v tem primeru, ideja search, World Wide Company One, pridite ven z novimi idejami. Kaj se zna tukaj zgoditi? Ja, da znajo biti te kreativnosti še malo preveč kreativne in dostikrat se zgodi ven, da dobiš take neke solo ideje, ki nikamor ne fitajo noter. Jaz si ful rad tako predstavljam te stvari kot z enim ultra dobrim glasbenikom na odru, ne vem, kakšen Joyce Satriani, ki špila kitaro, full crazy, sam vidim pa une ljudi od zadaj, ki pač onega sam suportirajo pa nobenih emocij. Se pravi, tisto, kar si naredil, spet ni fitalo potrebam oziroma ciljem, ki si jih hotel narediti. Kakšen je naš pristop in kaj smo videli v celotnem tem obdobju razvoja Outfit 7 skozi več kot 10 let, je ta, da obstaja ena beseda, ki nas je zmeraj premaknila naprej iz vseh teh takih challenging situacij. In ta beseda je zakaj, oziroma why. Vsaka stvar, ki jo delamo, s katero se ukvarjamo, je zelo preprosto vprašanje od zadaj, zakaj to delam, kaj bom s tem dosegel, zakaj bi to spremenil, kaj hočem doseči s tem, s kom bom to dosegel. Se pravi, če si to odgovarjam na ta vprašanja, dostikrat, ko si postavim že sam na glas vprašanje, vidim, ali ta ideja, ta kreativnost, ki sem dal na mizo, dejansko zadovoljuje potrebam, se pravi nekemu dolgoročnemu cilju, tistemu, kar hočem doseči kot celotna firma skupaj, ali je tu samo nekaj, kar mogoče zadovoljuje moj trenuten navdih ali pa neko mojo kratkoročno idejo. Ko imaš to ves čas pred sabo, se pa začne dogajati malo take cool stvari. Kaj je naš fokus? Postavi ljudi v središče. Kaj pomeni ljudi v središče? Vsi so naši deležniki, to sem že na začetku povedal. In tukaj, kot govorimo o lastnikih, uporabnikih, partnerjih, zaposlenih, oni morajo biti tisti, ki ponotranijo vse stvari, ki jih delaš v firmi. Ker če te stvari ponotranijo, pa bodo dejansko se spremembe začele dogajati. Ostani drzen oziroma bodi drzen. Ker sem tukaj poudaril, drzen ni enako kot biti bodi neumen. Se pravi, vsaka stvar, ki jo delaš, spet se vprašaj, zakaj jo delaš, pa dej zmer, malo tako grdo rekel, drzni si dati jajca na mizo. Ker če ne boš tega naredil, bo zmeri sam neke vrste follower. Pa vemo, da lahko zelo dobro živiš kot follower, in se pravi, nekako pobiraš tiste stvari, ki so že drugi odkrili, ali pa postaneš trendsetter.
To je ful povezano s tem, da moramo biti okretni. Ker ko imaš dobro idejo, tu še ne pomeni, da je ideja dobra v tistem trenutku. Moraš vedeti, kaj se dogaja okrog tebe, moraš se ful hitro prilagajati tem spremembam in vse te indici, ki jih vidimo od zunaj, pa tu ni nujno, da so sami iz industrije. COVID, vsi govorimo od tega, je bila ena stvar, ki smo tako, vsi smo vedeli, da je tam, pa vsi smo se nekako, tako smo rekli, tu je zelo delč, tudi tam na drugi strani sveta, se nas še ne tiče. Na kaj sem jaz toliko ponosen na Outfit 7 je, da nismo tega vzeli tako, se bo pa zgodilo, kar se bo, temveč smo rekli, lejte, fantje, punce, tu je dejstvo, tu je pred nami, nekaj moramo narediti in moramo biti pripravljeni na to. Se pravi, je treba tudi menedžirati tveganja in biti pripravljen na vse te stvari. Ko se je COVID zgodil, smo bili mi ravno sred največjega hajpa produkcije nove aplikacije, ki je šla ven tekom 2020. In kaj je bil za nas problem, mi delamo naše teste tudi na dejanskih uporabnikih, na fokusnih skupinah, iščemo, kakšen je feedback uporabnikov, kaj delamo z njimi. In to, kar naenkrat, če si vsi work from home, dejansko se ne more dogajati, zmanjkati tista interakcija. Punce, ki vodijo dejansko cel testing tim, so o tem razmišljali že bistveno prej. In ko smo prišli ven, mi bomo mogli zdaj release zamakniti za par mesecev, skoraj 100%, so rekli, ne skrbite, mi bomo dobili ta odgovor, smo že pomislili, kako bomo vse tu speljali online. Prišli smo v situacijo, ko smo dejansko razmišljali o tem, da bomo mogli zaradi celotne stanja, se pravi, vsi smo šli na work from home, testi ne bodo bili, ne bo se dalo v testu izpeljati. Razmišljali smo o tem, da bomo sam release, izdajo naše aplikacije, mogli predstaviti za nedoločen čas oziroma vsaj za par mesecev. Pa takrat pridejo punce iz testing tima in rečejo, lejte, zaradi nas te ne bo potrebno, smo razmišljali že prej o tem, vse teste smo predstavili online in dejansko smo dobili rezultate, tako kot je bilo planirano. Še ena druga stvar se je zgodila. Vsak tim se mi zdi, je bil toliko dogovoren, da se je že vnaprej pripravljal na vse stvari in smo bili dejansko sposobni dati aplikacijo ven celo 2 meseca pred planiranim datumom. Tako da smo ulovili največji hype, ki se je dogajal tekom poletja in rezultat je bil ta, da je bila naša aplikacija v tem obdobju najbolj downloadana aplikacija. Tu posledično vodi v to, da se moraš ves čas obnašati odgovorno, ker nisi sam v celotni zgodbi, temveč za tabo je tim, za tabo so uporabniki v končni fazi, ker imajo neka pričakovanja do tebe. In ko ti postaviš nek nivo, tako kot je Outfit 7 trenutno viden na trgu s svojimi produkti, svojo kvaliteto, s tem, kar dajemo končnim uporabnikom, moraš temu tudi slediti. Ker vsako stvar, ki jo boš dal ven, nekdo zunaj te opazuje in ve, kaj lahko pričakuje od tebe. In to je tudi na nek način zapisano v našo kri. Ko gremo naprej, če smo tukaj na kaj se fokusiramo, kaj pa predstavlja osnovo oziroma kor vsega skupaj. Večkrat je bilo že danes omenjeno tako na strani Mihe, pa pole Žiga naprej, ljudje, zaposleni. In kar mene dostikrat zmoti ali pa kar slišim, ljudje so sredstva, tu je kapital firme. Ni res. Ljudje so samostojna, prosta bitja, ki lahko delajo, kar hočejo. Zaposleni so tisti, ki dejansko nečih ne veže nate. Kar jih veže nate je, da se poenotijo s firmo in da se poenotijo s tvojo vizijo oziroma z idejo. Da se enostavno počutijo fajn, kjer so in delajo fajn. Kako mi gledamo na te stvari, ko zaposlujemo, ni sam stvar, da mi zaposlimo najboljše eksperte na trgu, zbrek tako hire people for the right mindset. Spravi, da je zaposliti take, ki jih enostavno vidiš, ki jih začutiš. In ne samo, da se tukaj stvar konča, razmišljajo o tem, kako boš gradil na zaposlene. Ena stvar, na kateri je dosti inovativnosti in kreativnosti dane noter, je, da se vsi ljudje, ko imamo letne razgovore, oziroma delamo polletne razgovore, pa še vmes se ves čas ukvarjamo z ljudmi, je ne samo to, kaj delajo, temveč predvsem, kako delam. In ta kako je še eno od tistih vprašanj zdraven zakaj, ker ti da razliko. Kaj jaz največ pričakujem od mojih zaposlenih, oziroma celega tima je to, če je nekaj bilo že utečeno in smo delali neke
poročila ali pa ene stvari kot nek ustaljen proces, če nekdo vidi, da je ta proces oziroma te stvari nimajo smisla, da enostavno reče, če sem ta stvar je v bistvu bedarija, zakaj sploh to delamo, ko noben ne rabi, dajmo narediti raje stvar na ta in ta način. In tudi tisto, kar dela te ljudi, ta prave, ki jim da ti žmoh, da rečeš, zato sem ga zaposlil, tu je ta vrednost, ki jo daje in tega človeka, če hoče imeti v svojem timu, hočem ga empowerati za naprej. Ki se tudi to odraža, mi smo kot Outfit 7 velikan v industriji s tem, da smo že 10 let med top 10 najboljšimi firmami, ki listajo nov game. Drugi smo pa majhen palčk. Naš tim je toliko majhen, zdaj se tako približujemo na celotnem z vsemi firmami, ki jih imamo po celem svetu postavljenih številki 400 zaposlenih, kar je še zmeraj parkrat manj kot ostale primerljive firme po rezultatih. Jaz bi rekel, da je tu spet rezultat tega, da vemo, kaj hočemo od ljudi, da vemo, kakšne ljudi imamo noter in še bolj pomembno je, da te ljudje dejansko ponotranijo te cilje, ki jih imamo za sabo. Tu se odraža tudi v naših vrednotah. Te vrednote niso spet usmerjene, kaj bom jaz lahko naredil za firmo, temveč so predvsem usmerjene malo bolj noter na zaposlene. Work as a team, no limits, make it happen, own your shit, have fun. To je vse tisto, kar ciljamo, kar zasledujemo pri ljudeh in na čem tudi gradimo. Kaj je tudi pomembno pri ljudeh, če hočeš, da bodo te ljudje razumeli ta cilj, ker smo rekli, we want to deliver fun. Pravi, hočemo delati fajn stvari, hočemo narisati nasmeh na obraze, kako lahko jaz dam delčku to zgodbo. Zato je ful pomembno, da ljudi dejansko vključujemo vse, da z njimi šeramo vse relevantne informacije, da vejo, zakaj delamo kakšno stvar, kako jo delamo, ker pa bojo lahko dali delčku ta mozaik celotne zgodbe. Danes zjutraj je bila ena taka zanimiv case, ki se mi je zgodil. Zaposleni, tudi hierarhija prnese dosti flat. In smo dogovorjeni, da če ima kdo kakšno vprašanje in ne vem, je to vprašanje leti direktno name, ni treba, da gre po ovinkih ali nek proces, pihni me, napiši mi kaj vprašanje ali pa se enostavno slišimo. In je bil vprašanje, jaz pa mislim, in to od enega developerja, da te primerjave, ko govorite leto na leto, mesec na mesec, kako firma je uspešna in kako ni uspešna, niso njih najbolj relevantne. In potem tako prva stvar v glavi, ki sem imel jaz, kaj zdaj ta sprašuje, naj se ukvarja raje s svojimi stvarmi. To je tako prvi refleks na razmišljanje. In potem druga, ki sem se nasedel nazaj, sem rekel tako, v bistvu se tudi tisto, kar mu ves čas vsem govorimo, da če kaj nekaj ne razumejo, da morajo vprašati in enostavno vse, kar je on rabil, je bilo odgovor, zakaj to, ker vem, da bo to stvar, če njemu ni bila jasna, naverjetno še komu drugu ni bila jasna. In enostavno je on postal neke vrste interni influencer, zakaj delamo ene stvari in po drugi strani tudi povedal je, po bistvu, videl sem ena stvar, ki ni bila relevantna, zdaj bomo spremenili, da se dejansko smo vsi slišani. Ko gremo naprej, iz ljudi ven pridejo produkti. In produkti smo v enem takmu fast moving consumption worldu, ker se stvari ful hitro menjujejo. Kaj je meni tukaj zanimivo v Outfit 7 je, da od 10 let nazaj pa do danes so eni produkti še zmeraj tam. Spremenili so se telefoni, spremenila se je vsa tehnologija, uporabniki smo se spremenili. Talking Tom je tam še zmeraj kot ena najbolj uspešnih aplikacij. Kaj mi je tukaj taka fajn stvar, ko onboardamo nove zaposlene, zmeraj govorimo, tudi predstavimo firmo, predstavimo zgodovino in vsem je tako zmeraj, jaz bi pa delal na novih produktih. Vam pokazal nove igre versus posodobitve. Jaz novim igram govorim, to so tako kot New Kids on the Block ali pa Justin Bieber zdaj. Vsi bi radi bili kot on, je pa tako rok trajanja pa malo prešljiv, ker nikoli ne veš, kje bo padlo ven iz tega. Meni so cool tisti, ki delajo na posodobitvah, na updatih. Vidim jih tako kot Rolling Stonese. Še zmer so tam, zmer dodajo nekaj novega in poslušajo jih vse generacije. In tu se dejansko tudi dogaja z našimi aplikacijami. Zmer moramo razmišljati o tem, kje je tam, kako lahko te stvari, ki so naši cache kavi,
še boljš naredimo, kako jih bomo obdržali tam, istočasno pa razmišljamo o tem, kako vsa ta znanja, ki jih imamo, do sedaj nabrano v 10 letih, damo za naprej. In tukaj pridemo nazaj do tega, do idej. Ko se generirajo nove ideje, spet bom se malo navezal naprej na Miha, pa tudi na Žiga, oba sta povedala, da je kreativnost ne pade z neba in je dejansko organiziran proces. In tudi pri idejah, če greš preveč random, podobiš sam ideje. Če pa daš neko okvirje, saj poveš, kaj si mora nekdo odgovoriti, ko piča eno idejo in jo predstavlja, boš dobil dobre ideje ven. In pri nas je ta proces, kako pridemo od ideje do dejanskega produkta, ljudje vejo, na kaj morajo pomisliti in na katera vprašanja se morajo spet odgovoriti. In spet pridemo do tega, zakaj pa to stvar predlagaš. In ko to odgovori, je pole enostavno vsi deležniki znotraj firme, točno vemo, tu je bilo zaradi tega, tu bo pašalo vsem in imamo na en način pred sabo celotno to big picture. In spet pridemo na konec tudi do te družbene odgovornosti. Produkti, kakšne produkte bomo delali? Zelo težko je biti tukaj inovativen in reči, ki popolnoma novo mehaniko vrtah. To je verjetno, da bo nastavil. Pa naredim nekaj, kar bo za ta publiko, ki nas pozna, bilo zanimivo. In to pomeni, da uporabimo vsa znanja, ki so bila do zdaj nabrana, pa dodajamo nekaj novega navzgor. Še ena stvar, ki je tukaj zanimiva, je tudi, kako lahko naše znanje uporabimo v eni stvari, ki je popolnoma out of the box, ven iz našega nekega dometa. Ven iz našega dometa samo v naših glavah. Ko se je začela ta COVID situacija, ena stvar, ki se je dogajala, dajmo vsi donirati za maske, dajmo dajati sredstva za bolnice. Tu je ena plat zgodbe. Ko smo pa mi tudi gledali na to stvar, kaj lahko mi več naredimo, kako lahko mi s tem, kar imamo in imamo dometa 400 milijonov ljudi na mesečni ravni, kako lahko mi mogoče to izkoristimo na en dober način. In kaj smo naredili? Zakaj pa ne bi mi znotraj naših aplikacij, ker imamo toliko močne karakterje. Dejansko naše Tom, Angela, Ben so naši influencerji. Kako lahko oni pomagajo k temu, da bodo naši uporabniki se zavedali, koliko je resna situacija. In pripravili smo kampanjo, ki je bila del naših iger, ki je dejansko govorila o tem, kako se preventivno pristopiti k temu, da se bomo zaščitili pred celotno pandemijo, ki se je dogajala. Ena številka od zadaj, s tako kampanjo smo mi samo 2 dneh dosegli preko 30 milijonov uporabnikov, na kar smo tudi zelo ponosni in to je tudi ta stvar, ko govorimo o družbeni odgovornosti, ker se dogaja konstantno in konstantno. Pa tudi en zrel dokaz, kako lahko s pravim razmišljanjem, pa s pravim pristopom do kreativnosti rešiš en problem, ki se zdi, da dejansko sploh ni moj problem. Pa v resnici, če jaz ne razmišljam o tem, kako bi rešil problem, sem v končni fazi del problema. Pa če gremo še malo naprej, kaj je bistvo vsega? Stvari so med seboj povezane. Zmeraj razmišljajo o tem, kakšen je tvoj končen cilj, pa kako boš lahko prišel do tega cilja, pa ne samo s tem, what's there for me, temveč s tem, kako lahko jaz drugim pomagam. Zmeraj imel v mislih to veliko sliko, se pravi, kako bomo dosegli to stvar z vsem, kar je zdravo povezano. Tudi povezane z outfitom, lahko pa posredno vplivajo na nas. Izogibajmo se domnevam in dajmo delati z dejstvom, ker spet bom uporabil angleški izraz, se mi zdi to je bila ena taka prva stvar, ena izmed prvih stvari, ki sem jih bil deležen v outfitu, je bila assumptions. Assumptions are making ass out of you and me. In tega se res tako se bi konkretno strinjal, ker včasih se ti zdi ena stvar še tako dobra predpostavka in verjetno bo tu zaradi tega se poizkaže, da je bila ta predpostavka lih malo napačna in pa dobimo namesto enega fajn Toma ven, dobimo enega Frankensteina. In zadnja stvar, ker pa še najbolj pomembna, ko razlagaš nove stvari ali pa karkoli, predstavljaj si, da imaš pred sabo otroka. Predstavljaj si, da imaš tam enega 5-letnika, ki mu moraš eno zelo kompleksno stvar razložiti na način, da jo bo razumel. In če boš tu ponotranil in na ta način pristopil k vsem stvarem,
boš dejansko res dobil buy-in vseh zaposlenih. Ker če imaš na eni strani artista, na drugi imaš developerja, na tretji imaš finančnika in ti pa razlagaš stvar monetization, se pravi monetizacijo znotraj aplikacije, jo noben ne bo razumel. Če pa to razložiš na tak preprost kmečki način, da bojo vsi to razumeli, poveš, da si dobil spet buy-in in da bojo vsi stremeli k istemu cilju. Drugače bojo rekli, aha, tu je tu, nočem izpasti neumen, ne bom več vprašal. Če se vam tu kdaj dogaja, najboljša stvar, ki jo lahko narediš, mi kot management ali pa vi kot vodje ali pa tudi enostavno, kaj pa tu pomeni, zakaj pa bi mogel jaz tu vedeti ali pa kako lahko jaz tukaj zdravo pomagam. In ko prideš do tega, spet vidiš, aha, če nisem jaz dobro tega razumel, kako lahko jaz mojega zaposlenega ali pa mojega sodelavca pričakujem, da bo on dal tisto, kar jaz želim od njega. Ne bo, ker verjetno bo delal na predpostavkah in pola bo tistih best guess, veste, kakšna je verjetnost, da se bo naredilo točno tisto, kar smo pričakovali. In da bi zdaj tukaj zaključil, kako jaz vidim Outfit 7, vidim ga kot en tak gang ali pa band, srednješolski. Zakaj to govorim? Ker sem bil član enega tega benda in vem, kako se vse skupaj začelo. Eni smo imeli znali malo kitare, eni base, eden bobne, noben ni bil perfekcionist, vsi smo pa rekli, hočemo pa špilati gor na odre. Hočemo imeti en proper koncert enkrat v prihodnosti in vse bomo naredili za to. In pa smo se dobivali, špilali, vsi smo vadili skupaj in nikoli nismo ratali profesionalci, smo pa čutili tisto kemijo in na koncu smo dosegli tisto, da smo bili na odre. Jaz jih vidim tako, kot eno bando, vsak je ful dober, pa najboljši delujemo kot celota. In tu nas bo tudi gonilo naprej in verjamem, da bomo s tem dosegli še večje rezultate in še hujše stvari. Pa še kreativnost. Zadnja misel, ker jo imam tukaj, ne sprašuj za kreativnost. Ne reči zaposlenim, bodite kreativni, dajte razmišljati kreativno. Pokažite jim enostavno, kaj je kreativnost. Ne bojo delite kreativnosti in bo kreativnost samo od sebe nastala tam. Jernej, ful hvala. Srečno in naj Talking Tom v bistvu še naprej tako uspešno osvaja svet in seveda vi vsi skupaj kombinirate tako kreativnost kot Excel. Miha, morda glede na to, da nam je Jernej tako hitro pobegnil, so vsi kreativni ljudje v bistvu tako učinkoviti in hitri? Zelo različni smo, ne? Ki se trudimo biti kreativni in inovativni. Jaz bi rekel, da je ta del glede učinkovitosti in fokusa in prioritet in tako naprej je precej bolj koristen na drugem delu, se pravi pri Excelu, ne? In nekateri ljudje smo mogoče bolj nagnjeni k Excelu, drugi ljudje so bolj nagnjeni k zvezdam in sanjarjenju in čudenju in vizionarstvu in tako naprej. Ravno zaradi tega jaz menim, da je inovativnost še posebej resnično timski šport, kjer je treba znati sodelovati in spoštovati razlike in pa tudi prednosti, ki jih vsak od nas ima. Tako, Miha, Žiga in Jernej so že z nami v zaodrju in jih bomo še malo povprašali o inovativnosti. Naj pa samo izkoristim ta trenutek, da se zahvalim tudi vsem našim podpornikom za to, da mi lahko to konferenco izvajamo. Danes je Svetovni dan kreativnosti in inovativnosti, tako da hvala Epilogu, našemu celovitemu podporniku, Zavarovalnici Triglav, Telekomu Slovenija, Resultu, AMZS, Lek Novartis, Salus,
in pa Genij Sonce ter ob medijski podpori dela, medija marketinga in podjetnik.net portala. Hvala vsem in vsakemu posebej. Zdaj pa bomo kar takoj povabili naše 3 goste, da se nam pridružijo. Pozdravljen Miha. Živijo, živijo. Pozdravljen Žiga. Živjo, lepo zdrav. In pa dobrodošel tudi Jernej. Živa. Slišali smo čudovite prakse, 2 čudoviti zgodbi, Simbioza in Outfit 7, enostavno samo lahko rečemo kapo dol. Bi pa začela z enim vprašanjem, ki nam ga je poslal eden izmed udeležencev ali udeleženk v anketo, ki smo jo že predhodno zbirali med ljudmi. Nekaj jih zanima, in sicer to formalizacija inovativnosti. Kakšne so vaše izkušnje, ali imajo podjetja formaliziran sistem vodenja inovacij ali ne, in kaj se priporoča? Lahko je vprašanje za vse 3, domnevam pa, da bo mogoče... Verjetno bo Jernej najbolj formalno povedal glede outfita, kako pa. Jaz ga pa potem morda kaj dopolnil, če slučajno kaj pozabi. Jaz bom rekel tako, sem že v prispevku dejansko povedal, če greš preveč na free vse skupaj spraševati, da mi pa dajte inovirati, dobil boš ogromno idej, ki pa ne bodo strukturirane in ne boš si nič pomagal, bo sam generirane idej. Zato formalizacija ne sme biti formalna, mora pa imeti neko okvirje, kar pomeni, če se tukaj pogovarjamo, kakšna nova ideja za igro, imamo neke stvari, ki si jih je potrebno tukaj odgovoriti. Zato, da lahko tudi vse stvari, nadaljni koraki, imajo neko logiko od zadaj. Zakaj tu mislim, oziroma vidim, da tu deluje v praksi, ker res, ko si odgovoriš na ta vprašanja in malo začneš razmišljati o tej ideji, boš videl že sam, boš prvi situ, prvi filter, kaj boš naredil. Drugače dobiš tako celoten ta silos idej, ogromno količino in pa moraš začeti sejati. Tukaj moramo biti malo samokritični do sami sebe in tukaj mi smo prvi filter. Ko že kreiramo idejo v naši glavi, dajmo si malo postaviti nek proces, kaj hočemo sfiltrirati in kaj hočemo dobiti ven. Tako da vidimo, tako deluje, saj pri nas. Seveda, iščemo pa vedno na nek način malo metode, da bi predvsem spodbujali okolje v smislu nekih idej in podobnih zadev. Jaz mislim, da ključ je, da imaš neke take, ne da za vsako stvar postavljaš proces, ampak da v bistvu v tej sklopu te kulture, po mojem, želiš pokazati, da je participacija zaželjena, da so ideje dobre, da tudi če glede kreativnosti kdo pove kaj, kar morda potem ni upoštevano takoj, da je to nagrajeno. Da je ta v bistvu, se mi zdi, da odgovornost in proaktivnost nekaj, kar je pričakovano od vseh. Mi smo se v Outfitu vedno izogibali, da mora kreativnost prihajati samo top-down. Mi smo vedno želeli povedati, vsak ima možnost sodelovati, vsak ima možnost prispevati nekaj k temu, da smo boljši, ne samo, ko govorimo o kreativnosti in inovativnosti, ampak da je v bistvu ta idea openness res nekaj, kar je del kulture. No, če probam še jaz biti malo pameten, pogovarjali smo se o inovacijskih paradoksih na začetku in ravno iz tega izhaja pač tveganja, ki so povezana z inovativnostjo. In tako bi rekel, čar pa hkrati izziv inovativnosti je, da po eni strani je igriv, po drugi strani je discipliniran. Se pravi, ti sistemi formalizacije prispevajo k tistemu discipliniranemu delu. In je zelo pomembno razumeti kontekst, v katerem smo. Recimo ena taka družinsko-zabavna ali pa gamerska organizacija, kot je Outfit, bo imela čisto drugačne, čisto drugačne zakonitosti, kot jih ima pa en muzej na Škotskem. In poznamo recimo primer transformacije, Kelvin Grove se imenuje ta muzej, ki so se lotili inovativnosti preko obrazcev.
ne, zato ker je bila obstoječa struktura, je bila birokracija in so se ljudje odzivali na obrazec. Se pravi, če zdal ljudem obrazec za izpolniti in nekaj napište v ta obrazec, je bil odziv. Ne, če si malo preveč rock band zastavil zadevo, pač ni bilo odziva in angažmaja. Ne. Verjetno na obrazce v enem startupu bi dosegel natančno nasproten odziv. Tako da kontekst je treba razumeti, kulturo je treba razumeti, poslanstvo in misijo, ne, je treba razumeti, zakaj smo tam, in potem lahko postavljamo tudi strukture. In inovacijski proces je dejansko struktura, ki pade, ne, v ta kolaž vseh elementov, ki na koncu pomagajo ali pa ne pomagajo inovacijam. Še ena stvar, mogoče bi jaz dodal, je povratna informacija. Tukaj tudi spoštovanje do tega, ki da inovacijo oziroma da predlog. Če ti sprašuješ, da ti dajo neke ideje, moraš pokazati tudi toliko spoštovanja, da daš razlog, zakaj kakšna ideja ni bila sprejeta ali pa zakaj je bila sprejeta. Ker s tem lahko pričakuješ, da bo naslednjič še boljši pool idej padel ven iz tega. Drugače pa sam pač, dostikrat dobiš tak občutek, noben se ne s tem ukvarja, sprašujejo, pa bojo naredili po svoje. In kot je Žiga rekel, v Outfitu smo se vedno tega držali, ideje prihajajo od vse posod in vsako stvar se upošteva. Tako da vsak participira in sodeluje. No, to feedback, iteracija, razvoj neke ideje, ne, to so ključne stvari. Jaz opažam, vidim veliko enih organizacij, ki se tega lotevajo malo zaradi mode same in precej manj strateško, kot je to na Outfitu. Ne. Recimo, vsi delamo hackathone, zato ker je zdaj tako fajn, ne. Ampak kaj pa pol, ker so se ljudje zapalili, pa so dali najboljše od sebe, pa so neke ideje podali in ok, vi ste zmagali, ostali pa kaj. Ne? Tako da ja, feedback je zelo pomemben in feedback tistim, ki v danem trenutku ideja recimo ne gre naprej v razvoj ali pa ni prioritetna, se ne sklada z širšo situacijo podjetja, nismo mi ta pravo podjetje mogoče zato, da to idejo implementiramo. Z vsemi temi se je treba ukvarjati in to je zelo zahteven, ampak centralen proces nekega vodenja inovacij. Ne? Zelo lepo ste to povedali, da se inovativnost v različnih kontekstih kaže na zelo različne načine, da ta participacija pa stalnost procesa je pa skupna. Ne? Naslednje vprašanje me zanima, inovativnost v Sloveniji. Kako vi gledate na to? Na katerih področjih je tako, da bi rekli, to pa res dobro, pa bi pohvalili? Kje pa nam inovativnosti v Sloveniji še primanjkuje in bi jo želeli spodbuditi? Da bo pa začel gospod profesor, verjetno. Ja, takih vprašanj se jaz najbolj bojim pa otepam, ne? Zato ker dejansko, vse veste, tako kot imajo zdravniki svoje specialnosti, imamo tudi pač profesori, ne? Svoje in jaz nisem makroekonomist, tako da zdaj bom dal nekaj zelo parcialnega, kar ne rad delam. Neko razmišljanje. No, pač imam v svojem življenju en privilegij, da se srečujem z mnogimi organizacijami in podjetji in vidim, da je ogromno dobrih nekih žarišč in torišč in nekih idej, ki nastajajo. Jaz mislim, da je bilo narejeno v zadnjih 2 desetletjih, recimo približno, en velik korak naprej v smislu podpore startupom. Mislim, da nam pa veliko manjka pri scale-upih, ne? Zato ker pač za scale-upe rabiš kritično maso, dostopov do financiranja, rabiš ekosistem, ki to razume, rabiš ljudi, ki so šli čez to vrstne faze, recimo tako kot Outfit 7, ne? Da so dobri mentori za nek scale-up. Rabiš dobro podporo in znanstveni in izobraževalni srednji, ki razumejo, kam grejo neki trendi, kam grejo usmeritve, kje bojo potrebe za naprej, ne, zato ker mi delamo stvari pa z 5-letnim zamikom ali pa 4-letnim vsaj. Ne. Tako da tukaj mislim, da na scale-upu, na podpori za scale-up se lahko bolj ukvarjamo. Zdaj, vi dobro veste, da obstajajo tudi razne lestvice, ne? Ene bolj posrečene kot druge.
Jaz mislim, da se nobena od teh lestvic pravzaprav ne ukvarja z vzroki, ampak da vse bolj ali manj vidijo posledice par let za zamikom. Tako da jaz ne polagam prevelikih upanj in pomena v te tovrstne lestvice. Jernej in Žiga, še morda vajno razmišljanje? Ja, jaz si upam trditi, da z novimi generacijami prihaja absolutno še več poguma, prihaja več nekega globalnega tega, da verjamemo, da Slovenija absolutno ni majhna in da se iz tega okolja ne bi karkoli dal narediti. Jaz upam, da je tudi Outfit 7 ena taka spodbuda vsem, da se pokaže z nekim slovenskim znanjem, da če si tukaj v šole hodil in če znaš pogledati svet, lahko v bistvu narediš milijardno podjetje, lahko osvojiš svet. Tisto, kar je morda podobno to, kar Miha pravi, pa je nekje moje opažanje, da pa morda posploševanje sicer širše, ampak večkrat ponavljam, to, da smo res izjemni kot posamezniki. Ko pogledamo mi nas v športu, ko pogledamo nas v umetnosti, v akademskem svetu, v gospodarstvu in to, kjer vse, po mojem, ko dosegamo uspehe, lahko to povezujemo z inovativnostjo in kreativnostjo, nas pa zmanjka v tem kolektivnem duhu. In morda je to zanimivo, da startupe 3 znajo narediti, scale-upe, kjer mora sodelovati 50 do 100 ljudi, imamo že težavo narediti. Mi namesto, da bi si pomagali, kar smo, po mojem, vsi mi 3 smo dovolj s Kitajci delali, da vemo, kako Guanxi deluje in kako to, da v bistvu neka celica, nek narod, neki prijatelji stojijo za posameznikom, da uspe. Tu nas žal v Sloveniji zmanjka. Več bi se mogli veseliti uspeha drugih ljudi, več bi mogli biti ponosni na to, da če je moj sosed najbolj kreativen, potem bom pri njemu pil najboljše vino, ker bo sigurno na kreativen način prišel do najboljšega vina in bo najbolj uspešen in to. In tu se mi zdi, da če že moram posploševati, bi si pa vseeno upal reči, da je to ena taka meni malo boleča slovenska lastnost, da ne znamo kot narod stopiti skupaj in v bistvu reči, to bomo pa vsi skupaj naredili za neko širše dobro. Se strinjam z obema. Jaz bi sam tako šel na konec. Kreativnost je povsod. Ful težko bi izpostavljali, te v panogi je, pa startupi so inovativni, pa oni tankari, ki so tukaj na trgu že 20 let, so inovativni ali pa niso inovativni. Kultura je tista, ki daje, kultura v podjetju je tista, ki daje inovativnost. In meni je dejansko fascinantno gledati, kaj so naredili iz ene stvari. Vem, da ste imeli predstavnika oziroma direktorja Postojnske jame tukaj. Pa tu je ena stvar, en biznis, ki je tam. Postojnska jama stoji že tisočletja tam. Kako so lahko tu stvar obrnili, tako da je folk masovno drl zadnja leta, in je tu ratala tako poln nov razcvet, ene stvari, ki se rečeš, pa se tu je oni old school, kaj bomo zdaj s tem naredili. Pa na drugi strani imamo kreacijo ultra lahkih letal, pipistrelka, hajmo vani. Zdaj jaz tako ful vlečem na svojo primorsko stran. Na primorsko, ja. Ki imam tako pred vratmi. Meni je res fascinantno in sem ful ponosen na to, na Vajdušno. Kaj imaš tako na eni taki majhni, skoncentrirani področju, imaš od najbolj odbitih pristopov v vinarstvu, ki Žiga vem, da je ful povezan z vinom, pa v letalstvu, pa imaš pole IT industrijo. Veliko prepiha je tam, ne? Ja, se to je tisto, sam prepih je zmeraj fajn, ker če si tam, če ti je preveč lepo na enem mestu, pole se te inovacije ne bojo zgodile. Mora biti šejkanje z leve in desne. Zdaj pa samo vprašanje, ali boš ti ta veter oziroma te šejke izkoristil sebi v prid, ali boš pa padel zaradi tega. In se mi zdi, da imamo zelo, zelo dobre ljudi, ki znajo te valove prevzeti fajn pod sabo in zajahati. In je tu samo še zabildati naprej in izpostavljati te dobre primere, ker vsi moramo to slišati. In še koga se najde tam na buri, še v kakšni drugi panogi. Ampak je pa zanimivo, recimo, če spremljate te zgodbe tako čez 15 let, recimo ta podjetja res, ki imajo dolge cikle, bom rekel, visoko ali nizko tehnološko, jaz se popolnoma strinjam s tabo, Jernej, da v vsaki panogi so priložnosti in povsod se rabi znanje. Če želiš res eno dodano vrednost ustvarjati, ampak ene panoge pač imajo daljše cikle razvojne,
No, in tam je še toliko bolj potrebno, koliko mi imamo tega znanja, vztrajnosti, podpore v okolju, in pa tudi, da verjamemo, da se bo čez 15 let ta zgodba, ki je na začetku 10 let trpela in ni bilo čisto jasno, ali bo zavila globoko dol, ali se bo odbila iz plafona, če smo pripravljeni toliko časa se boriti z njo. In takih zgodb je nekaj, no? Je nekaj v Sloveniji, ampak kot pravim, se mi zdi, da se moramo zdaj v tej fazi vsi skupaj bolj ukvarjati z scale-upom. Pravi, Ja. Imate morda kakšno razmišljanje tudi na to temo, kako priti do tega, da se nekako, kot je prej omenil Žiga, kot se Kitajci podpirajo drug drugega in za enim stoji cela vojska prijateljev, ki ga podpirajo, kako do takšne take podporne mreže priti v Sloveniji? To bo za kakšnega antropologa vprašanje, ali pa še mislim, da je Žiga najbližje tam. Če pomislimo na Karantanjo, kako smo se takrat Slovenci združevali, smo bili tak kolektivni narod, nekje nas je zmanjkalo. Jaz mislim, da v bistvu je treba zelo aktivno spodbujati sodelovanje. Jaz moram reči, da sem bil vesel, da smo z Mihom recimo skupaj postavili en case study outfit Sevna na INSEAD-u. Iskati stalno to, kje lahko, na kakšen način lahko sodelujemo, kaj lahko doprinašamo. Jaz moram reči, da veliko mailov na dan napišem, ko rečem ljudem, tole ste pa super naredili, to je me pa navdahnilo. Se mi zdi, da lahko vsak začne sam s tem, da pohvali, da se zahvali, da reče, tole je pa dobro. Potem je verjetno ta druga stopnja, da reče, dajmo tu narediti nekaj skupaj. Tam, ko vidiš priložnosti. Meni se ti strašno dolg čas, če bi mogel vse v življenju sam delati. Jaz veliko raj delam to z zanimivimi, drugačnimi ljudmi. Jaz vedno pravim, da drugačnost me bogati, me dela bolj izjemnega, ampak začne čisto vsak posamezen lahko, ko na ulici lepo pozdraviš sočloveka. Se mi zdi, da s tem začnemo in potem to raste in potem ko gledaš iz sebe, ko imaš ta princip sodelovalnosti v sebi, se mi zdi, da gre pol, ko deluješ na ta način, razmišljaš, ko živiš na ta način, razmišljaš in se mi zdi, da je pač to tisto, ne vem, kar mene osebno najbolj bogati. Ja. Če povzamem, kreativnost imamo, potrebno je namerno spodbujanje sodelovalnosti med ljudmi. Tudi, no. Lahko bi tako rekli, vse podpišem, kar je Žiga povedal, pa še bi to dodal. Tako, ko delam pri sebi refleksijo vsake toliko, to pomeni, da nisem več najmlajši. V glavnem, ko razmišljam, zakaj sem tukaj in kaj ima smisel delati, je to dejansko, da se lahko ukvarjam z ljudmi v organizacijah, ki imajo dnevno vpliv na življenje in delovanje mnogih, direktno in indirektno. Vi vsi veste te krilatice, koliko časa preživimo na delu pravzaprav. Tako da je pomembno, kako se obnašamo in do drugega, je pomembno, kakšne kulture ustvarjamo. No in kar je v bistvu spodbudno, je to, da ko vidiš neke, to pa je tudi slovenska poteza, pa nismo sami, ampak ko vidiš neke zgodbe, ki uspevajo, kamor je neka gravitacija, to začne vleči ljudi. Mi se zelo poenotimo takrat, ko pač reprezentanca zmaga v Istanbulu, pa hitro se odpademo takrat, ko izgubijo proti Ukrajini, pa proti ne vem še komu v kvalifikacijah. Tako da ustvarjate ena taka jedra, kamor je gravitacija, to se pa da, to pa lahko tudi manjši kolektivi delajo in potem privleč druge na sebe. Ampak ja, modeliranje, vedenje je pravzaprav edino, na kar imamo vpliv. Pritoževati se to, da so ljudje taki ali pa drugačni, ali pa da se upirajo spremembe, ali pa ne vem kaj, to je absolutno neproduktivno in brezsmiselno. Če nočeš rešiti problema, posi del problema. Ja. Mislim, da smo vsi trije na istem tukaj
dej odkrito feedback nazaj nekomu, če se z njim ne strinjaš, ne pa da greš do kolega in začneš razlagati, on je pa tu in tu toliko slabo naredil. Ne, tam se pogovori, odkrito se pogovarja in sodelovanje. Je težko je čez te stvari, sam skozi odprto komunikacijo, direktnim feedbackom in iskanjem rešitev za naprej. Ne samo iskanje, kaj je tukaj zame in kako bom jaz rasel, temveč kako bomo vsi skupaj rasli. V končni fazi pa bomo vsi šli eno nivo višji ali pa 10 nivojev višji. To je tisto, kar je treba slediti. Ni pa enostavno. Ja, je včeraj tudi Jure Knez dejal, da raje ima majhen del velikega kolača, kot pa cel kolač, pa je kolač majhen. Pa še dolgočasno je kolače sam jesti. Absolutno. Ja. Najlepša hvala vam tudi za ta dodatna razmišljanja in za navdih, ki ste nam ga dali in spodbudili k sodelovanju. Upam, da se čim prej vidimo tudi ob naslednji priložnosti. Lepa hvala, vse dobro. Čau. Evo, mi pa pogledamo, kaj nas čaka v zaključnem predavanju danes zvečer. Čaka nas predavanje, pravzaprav najino predavanje od Nastje in moje malenkosti, kako z razvojno miselnostjo opolnomočiti sebe, svojo kariero. Pridružite se nam in s tem lepo zaključimo ta teden kreativnosti in inovativnosti, kjer smo se vsak dan učili o drugih vidikih celotnega procesa. Želim vam lepo popoldne in se vidimo zvečer ob 20. uri. Jaz sem pot do zmage. Ter ta trenutek, tukaj in zdaj. Jaz sem življenje. Zavarujte me. Izberite življenjska zavarovanja zavarovalnice Triglav s fleksibilnimi zavarovalnimi vsotami ob nizkih premijah. Zavarovalnica 3. Slovenija praznuje Svetovni teden kreativnosti in inovativnosti, 7. konferenco o kreativnosti, ki letos poteka pod naslovom Srečni v službi. Vsak dan od 15. do 21. aprila ob 14:20 na kanalu Pozitivna psihologija za boljše življenje na YouTubu in Facebooku. Brezplačne prijave na www.maratonpozitivnepsihologije.si.